Lepo pozdravljeni v oddaji Kulturni izziv. Danes je z mano Marija Guček, direktorica Mladinskega kulturnega centra Maribor ali MKC Maribor. Lepo pozdravljena. Lep pozdrav. Takole, dragi gledalci, da boste vedeli, kaj se bova midve pravzaprav pogovarjali. Posvetili se bova Mladinskemu kulturnemu centru Maribor, v katerem že dolga leta ustvarjajo vsebine, dogodke, festivale in marsikatero prireditev. Osredotočajo pa se na mlade, a obenem zagotovo lahko tudi malce starejši pridajo tja. Je tako? Super ste povedali. Naša primarna ciljna skupina je res mladi, ampak vseh smo zelo dobrodošli na naših dogodkih. Tako pa bova mogoče najprej pogledali to. Nekoč je Mladinski kulturni center deloval na Orožnovi, zdaj je na drugi lokaciji, že vrsto let, ne? Pa vendar delovanje je tudi drugačno. Ja, res je. Meni se zelo dostikrat zgodi, če omenim komu MKC, ki je najine generacije. Prvo vprašanje, MKC še deluje? Zaradi tega, ker ljudje najine generacije poznajo MKC po klubu, ki je deloval na Orožnovi, torej v stavbi sedanjega rektorata. Za mladimi, s katerimi se danes pogovarjamo v Mladinskem kulturnem centru Maribor, pa nas večina pozna po programih, ki jih izvajamo. Je pa res, da se je v teh letih MKC doživel 2 selitvi v teh 30 letih in za vsako selitvijo se je malo program, namen, koga MKC nagovarja, malo spremenil. Torej, MKC, če govorijo o starem MKC-ju, to še ni bil javni zavod. Javni zavod se je ustanovil leta 1993 in javni zavod naj bi nekako nadaljeval te mladinsko-kulturne projekte, ki so imeli začetke v klubu mladih. Kot javni zavod smo najprej med leti 93 pa 95 delovali še na Orožnovi, kar marsikdo ne ve. In leta 2024, ko smo praznovali 30 let in smo malo brali arhivske članke, smo videli, da je bila ena izmed lokacij, kamor bi se lahko nov javni zavod MKC priselil, tudi Sodni stolp. In nas je to zelo presenetilo. Ja. Bili so prav narejeni načrti, kako bi Sodni stolp izgledal kot nek klub mladih, torej da bi se ohranil ta klubski prostor, po katerem je bil najbolj znan. To se ni zgodilo. Tako da leta 1995 se je MKC preselil na Ljubljansko, kjer je imel samo pisarniške prostore. Tako da takrat se je delovanje MKC-ja kar spremenilo. Ne? Bil je poznan po tem klubskem dogajanju, po nekih subkulturah, ki so tam izvajale svoje aktivnosti, po alternativni kulturi najbolj. Ne? Tako od leta 1995 naprej potem je to zelo zamrlo, vse kar se tiče MKC-ja. So se pa začele razvijati vsebine na drugih področjih, to je predvsem čas, ko začne MKC delovati na področju mladine prvič. To je tudi čas, ko na nacionalni ravni je bilo informiranje mladih zelo pomembno, torej takratnemu ministrstvu za vzgojo in izobraževanje in je tudi MKC šel malo v tej smeri. Je pa tudi čas, ko prvič podpremo, damo prostor nekim ranljivim skupinam. Takrat se je na MKC obrnila skupina Linksium, ki je nagovarjala tudi teme istospolnosti in MKC je takrat ponudil nek prostor za delovanje. Ne? Tako da je nekako pot MKC-ja zapeljala v te smeri. Neko naslednjo večjo programsko spremembo pa MKC doživi z selitvijo v kulturni center Pekarna, to je pa leta 2011. Ko pa je bila neka odločitev in Mestne občine Maribor in MKC-ja, da se prijavimo na takratni razpis, kjer so se mladinski centri lahko nadgradili z nočitvenimi kapacitetami, kar je pa za MKC pomenilo ne samo torej selitev v kulturni center Pekarna, ki je znan po neki alternativni kulturi, tem pa pride javni zavod kot eden od uporabnikov tja, ampak tudi, da se je MKC začel baviti z turizmom. Tako. Ideja takrat je bila, da bojo to predvsem mladi backpackerji, torej tako kot imamo predstavo, mlad človek z nahrbtnikom bo prišel v hostel, danes pa je slika gostov, ki hodijo v hostel, čisto drugačna. Ravno to bova omenili, ne? Dejansko oddaja je kulturni izziv, predvsem se bova pogovarjali o kulturi, pa vendarle področja delovanja MKC-ja so pa precej širša. Res je. In če sem prej na primer omenila ta stari MKC, ki je bil na Orožnovi,
MKC danes izvaja kar nekaj programov na področju kulture, ki so imeli zametke že v starem MKC-ju. Naprimer Galerija Media Nox, ki danes deluje na Židovskem trgu. Galerija Media Nox je delovala že na Orožnovi in Media Nox pomeni ob polnoči in otvoritve razstav so bile takrat ob polnoči. In to je bilo, so se tega držali in obisk na otvoritvah je bil neverjeten. Ne? Mi smo to probali ponoviti, ampak obisk ni bil takšen. Ne? Drugi časi, po noči radi imajo predvsem sosedi na Židovskem trgu mir, kar je prav. Ne? Tako da za to otvoritev nimamo polnoči. Torej, program Galerije Media Nox je nekaj, kar se nadaljuje še iz tistega časa. Tudi sekcija MKC Črke ima svoje korenine na MKC-u na Orožnovi. Najdaljšo tradicijo pa ima Mednarodni festival računalniške umetnosti, ki ga je v obliki video sekcije začel Jože Slaček, potem pa se je to razvilo v festival, ki ga potem Jože tudi nekaj časa tudi vodil. Tako da v tem trenutku to, kar MKC počne, predstavlja nek preplet aktivnosti, ki so bile začete v temu starem MKC-ju in se zdaj seveda v neki drugi nadgrajeni obliki nadaljujejo. Tako kot sem premljala, z vsako selitvijo pa smo dobili tudi ali pa začeli z nekim novim programskim sklopom, ki ga razvijamo naprej. Zdaj bova ravno omenili te festivale, pa najprej samo, da jih, se pravi MKC Maribor organizira oziroma soustvarja, lahko rečemo, več festivalov v mestu. Kateri so tisti ključni? Zagotovo Mednarodni festival računalniške umetnosti, ki sem ga že omenila, ki bo letos izveden že 32. Bil je prvi intermedijski festival sploh v Sloveniji in zelo veseli smo, da ga vsa ta leta tudi programsko podpira Ministrstvo za kulturo. In v vseh teh letih so se na festivalu zagotovo znašli vsi intermedijski umetniki v Sloveniji ter tudi teoretiki na tem področju. Zadnja leta, ker nam je zelo pomembno, da nagovarjamo predvsem mlado publiko, smo festival vsebinsko nadgradili z pozivom, ki je bil lani tudi prvič mednaroden in smo res presenečeni nad pozivom, ker s pozivom pa vabimo študente umetnostnih smeri, da razvijajo intermedijske projekte. Strokovna komisija jih potem pogleda in najboljše potem povabi, da se predstavijo v okviru festivala. In lani prvič, ko je bil poziv mednaroden, res odziv super, iz 8 držav, 30 vlog, tako da smo veseli, da nam tudi to polje zelo uspeva. Drug festival, tudi po staležu, drugi po vrsti pa so Slovenski dnevi knjige, ki bo konec maja, med 25. in 30. majem letos, tako da gledalce lepo vabljeni. Gre za največji literarni festival v regiji, na kar smo zelo ponosni. So pa dogodki na njem nastavljeni na tak način, da najde nekdo, ki išče samo knjigo, ki jo bo lahko bral na dopustu, torej ki ni zahteven bralec, bo zagotovo našel knjigo za sebe ali pa dogodek, kjer bo našel predlog za tako knjigo. So pa tudi literarni dogodki za zahtevnejše bralce, ki imajo izoblikovano okus branja, bojo tudi našli nekaj za sebe. Letos pa smo zelo ponosni, da bo srednja gostja festivala Dora Kapralova. To je češka pisateljica, ki je v letu 2024 gostovala v Mariboru. To je šlo za en mednarodni projekt, ene češke založbe. In ta češka založba je 5 čeških pisateljev poslala v druga mesta. Drugo mesto pomeni v 5 državah, drugo največje mesto, torej v Sloveniji Maribor. Torej Dora je dober mesec preživela pri nas in v tem mestu je ona mogla ustvariti eno delo, ki je bil njen pogled na Maribor. Torej, kako bi ona kot pisateljica naredila en vodič za Maribor. Ona je napisala cel roman o Mariboru, Mariborska hipnoza, ki je pred dnevi ravno dobil veliko češko nagrado. Predlagam pa je tudi za nagrado Evropske unije za književnost. Tako da roman je res odličen in na res samo njen način prikaže njeno bivanje v Mariboru in kaj je takrat doživela. No in potem imamo še en festival, to je pa festival Mladi Maribor, ki pa ima tudi že dolgoletno brado. Res je, med mlajšimi, ampak vseeno letos 13. leto.
Mladi Maribor pa je dediščina od leta 2013, ko je Maribor nosil naziv Evropska prestolnica mladih. To znamko Mladi Maribor je razvila mestna občina Maribor in potem po tem nazivu predala MKC v upravljanje celotno znamko, ki pa danes vsebujeta torej Festival Mladi Maribor, kjer se predstavljajo z svojimi aktivnostmi mladinske organizacije, in pa istoimensko spletno stran z družbenimi omrežji. Tam pa objavljamo vse, kar mladinski centri v mestu ponujamo za mlade. In kateri izzivi so recimo ravno pri tem festivalu bili v začetku pred 13 leti, kako bi bilo pa zdaj? So verjetno neke spremembe se doživele v tem času, ne nazadnje vsako leto se vidi, kaj je dobro, kaj se da izboljšati. Ne? Seveda. Ena stvar, ki smo naprimer, če povežem malo z mladimi, ker glavna ciljna publika festivala Mladi Maribor so mladi, medtem ko preomenjena festivala Slovenske dnevi knjige pa MFRU imate mogoče drugačno ciljno publiko. Pri Mladem Mariboru, torej ker so pa mladi osnovna ciljna publika, pa smo videli, da mladi imajo dosti manj prostega časa, kot so ga imeli včasih, in to se pozna pri tem, katere in koliko nekih izvenšolskih aktivnosti še obiskujejo. A to se že pozna zdaj v teh 13 letih, ta razlika? To se pozna v teh 13 letih razlika, ja. Mi mislimo, da je to dosti povezano s tem, da veliko šol ponuja danes veliko stvari, ki včasih šole niso primarno organizirale, torej mladinske izmenjave, različne delavnice, različne prostočasne aktivnosti so danes tudi v domeni šol. Torej, interes šol je, da je dijak ali pa študent čim dlje časa v šoli, kar razumemo. So pa tudi druge organizacije, ki vedno bolj organizirajo stvari, ki so bile včasih domena mladinskih organizacij. In to se vse pozna, da se moramo mladinske organizacije tudi malo prilagoditi, na kak način kaj organiziramo, kaj mladim ponujamo. In naprimer naš odgovor na to je, da poskušamo organizirati za mlade čim več stvari, ki jih predlagajo oni sami. Torej, naša vloga postaja bolj mentorska, torej, naša naloga je, da ugotovimo, kaj si mladi želijo. Nismo mi več tisti, ki bi mogli to najbolj vedeti, naj mladi povedo. Naša naloga je pa, da jim damo mentorsko, infrastrukturno in tudi finančno podporo, da to realizirajo. Tako, potem sva pa lahko že posvetiva midve tudi glasbi, tudi tu imate različne programe, pa dajva najprej omeniti Jazz ima mlade. MKC je bil nekaj let brez glasbenega programa, tem pa je sodelavec Željko, ni ga več z nami, ampak on je malo budil potem spet področje glasbe. In to ravno za Jazz ima mlade, ki so bili nekaj časa na Židovskem trgu. Zadnje 2-3 leta pa smo jih preselili v kulturni inkubator, malo povezano s tem, ker smo začeli kulturni inkubator razvijati kot nek prostor za mlade. In koncept Jazz ima mlade sedaj je, da izvedemo 4 koncerte na leto, nekako vezano na letne čase. Imamo poziv, na katerega se lahko mlade jazz skupine prijavijo. Strokovna komisija izbere, vedno ima zelo fino delo, ker je prijav več kot terminov. No, vse ravno to me je zanimalo, ali je zanimanje ali ni, ne? Izjemno veliko zanimanje. Mi dobimo tam med 15 in 20 prijav vsako leto. Tako da strokovna komisija se mora potruditi, da izbere 4 tiste, ki dobijo možnost predstaviti. Potem pa imava tudi Rok ima mlade, ne? Ja, torej po dobri izkušnji z Jazz ima mladom smo rekli nič, da bomo probati še Rok ima mlade. Malo povezano tudi s tem, zaradi tega, ker nas je kontaktiralo nekaj mladih rock skupin, če bi lahko imeli vaje v kulturnem inkubatorju, smo videli, da obstaja tudi nek prostor, torej da obstajajo še mlade rock skupine, ki iščejo svoj prostor. In tako da letos začnemo tudi z tem ciklom, ja, Rok ima mlade. Vse to je ravno to, ne? Mladi imajo velikokrat izzive, ne? Sploh bendi, ne? Kje igrati, v garaži, v kleti, večstanovanjskega bloka, zagotovo ne, ali pa še kje drugje, kjer so še ostali stanovalci in bi pač glede na, spomnimo se še kakšnih prijav za nazaj v letošnjem in lanskem letu, ne? Motilo marsikoga, ne? Tako pa, če si pa nekje v enem prostoru, ki pa je itak že namenjen prireditvam, pa je to verjetno lažje. Pa je to dosti lažje, res je, ja. Mi smo tudi tu zelo veseli, da torej kulturni inkubator se nahaja na Koroški cesti.
In smo zelo veseli, da zelo v redu sodelujemo z okoliškimi stanovalci, da razumejo, čemu je prostor namenjen. Je pa res, da vsak, ki not gostuje, ga tudi opozorimo. Glej, nad prostorom so stanovalci, ki imajo po 10 uri pač radi svoj mir. Ne? Tako da seveda vadi, samo dajmo pa nekje do 10 s tem zaključiti. Tako. Vse to je tisto, ne? Dokler je neko razumevanje in spoštovanje tudi v različnih generacijah, se to zagotovo pozna. Se da marsikaj, ja. Pomemben del vaše dejavnosti je tudi literatura. Nekaj sva že omenili preko festivala Slovenske dnevi knjige v Mariboru, ampak imate posebej še MKC Črko. Res je. Tudi MKC Črka ima svoje začetke že v starem MKC-ju, je tam obstajala sekcija. Namen MKC Črke pa je predvsem na eni strani dajati priložnost, prostor, tudi oder še neuveljavljenim literatom, po drugi strani pa predstavlja tudi dela že uveljavljenih literatov, najboljše na način, da sta obe ciljni skupini povezani, ker se lahko eni nekaj naučijo, drugi pa nekaj svojega znanja predajo. Mislim pa, da v tem trenutku je MKC Črka verjetno najbolj poznana po življenem jeziku, to je po seriji slam dogodkov. Tu lahko naše gledalce tudi spomnimo na to, da smo že gostili Matica, ki je malo več povedal o slam poeziji, kaj pravzaprav to je, tako da si lahko gledate kakšno staro oddajo, kulturni izziv, ne? Ja, mi smo se tukaj z Matice del slam zberin, s katerimi smo dolgo leta sodelovali, ter za bando Fradamano, za katero organiziramo slam dogodke. In je to res neka zvrst literature, ki mislim, da pred dobrimi 10 leti so začeli Petra in pa Nina Medved razvijati. Tako da so ti skoraj da mesečnih dogodki res zelo zaživeli. Ne. Vse to se pozna potem, ne? Slam poezija, razni dogodki, iskanje tudi prostora, ne? Tudi tu se najde, ki se ti dogodki odvijajo in se nazadnje ugotovi, da se MKC povezuje z drugimi organizacijami, z drugimi društvi. Seveda, kolikor se da, si pomagamo. Torej, če rabimo mi prostor, zelo radi gostujemo in mislim, da smo dobri partner pri tem, če moramo gostovati kje drugje. Z veseljem pa gostimo tudi druge organizacije pri nas. Ne. Potem pa morava omeniti en program, ki se zdi mogoče komu nenavaden, komu pa že popolnoma običajen, namreč rezidenca. Kaj pravzaprav pomeni rezidenčni program, da nek umetnik na povabilo pride za kakšen teden, mesec v Maribor in potem se zgodi kaj? Ja. Rezidenca pomeni, da povabimo, tako kot si lepo povedala, umetnika v naše prostore, da pri nas nekaj ustvari v času bivanja pri nas. In dostikrat potem to delo predstavimo lokalni skupnosti ali pa ga avtor kasneje predstavi, če gre za neki večji, širši opus. Ne? Rezidence niso naš redni program, se jih zelo projektno lotevamo. Smo pa imeli že likovne rezidence, kar pomeni, da so ustvarjalci na Židovskem trgu ustvarjali nekaj. V rezidenci smo imeli že prevajalce. Ena smer, ki pa bi si jo zelo želeli razvijati, pa je rezidenca z umetniki iz Mariboru pobratenih mest. Bi se nam zdela zelo lepa povezava. Primer Dore Kapravlove, ki smo prej omenila, se mi pa zdi en les skoraj da vzorčni primer. Ne? Torej, avtorica je bila tukaj, začela tukaj ustvarjati neko delo, ga doma končala, izšla je knjiga, knjiga opisuje Maribor, delo je dobilo že literarno nagrado. Mislim, to se mi zdi res najboljše primerno, kaj lahko ena rezidenca prinese. Ne gre pa samo za to, torej, da nek umetnik ali iz tujine ali pa iz Slovenije pride k nam in tukaj nekaj časa biva in ustvarja. Gre tudi za nek ta prenos znanj in izkušenj, ki se zgodi med umetniki, ker mi vedno poskušamo poskrbeti za to, da oseba, ki je pri nas na rezidenci, spozna lokalne umetnike, naveže neke stike, torej, da se ti stiki oboje stransko stkejo in to so vse povezave, ki potem čez nekaj let mogoče šele vzniknejo v neke nove projekte. Ne? Potem imate še en program, ki
mene mogoče zapelje tako malo ali v semafor ali pa v okolje, zeleni korak za kulturo. Ja. To je projekt, torej ni naš redni program, gre za projekt, ki ga financira Ministrstvo za kulturo. Dobili sredstva, da se lahko 2 leti bolj pospešeno ukvarjamo z trajnostjo in pa z zelenimi vsebinami. V okviru tega smo razvili orodje, za katerim si bomo lahko javni zavodi na področju kulture izmerili ogljični odtis. Zakaj javni zavodi? Ker je bilo pač tako prijavljeno v projektu, ne da bi želeli koga izključevati. Ne? To je en glavni cilj, drug cilj pa je, da smo skupaj z ekologi in pa z ostalimi javnimi zavodi, ki so v projektu sodelovali, pripravili nek model, kako lahko organizacije delujejo čim bolj trajnostno na ravni upravljanja. Mi smo se za nekimi temi zelenimi vsebinami ukvarjali že v preteklih letih, sploh Hostel Pekarna, ki je pridobil kar nekaj certifikatov za trajnostno delovanje. V okviru festivala Mladi Maribor smo organizirali delavnice, kako organizirati dogodke z čim manj odpadki. Tako da so to neki koraki, ki jih delamo, zato da lahko sami čim bolj trajnostno delujemo. Ne? Delali smo tudi anketo med javnimi zavodi, koliko javnih zavodov na področju kulture si sploh meri ogljični odtis. Smo ugotovili, da samo eden od, mislim, da je 201 javni zavod v evidenci javnih zavodov na področju kulture na Ministrstvu za kulturo. Dobili smo odgovore od skoraj 170, no teh si je en redno meril ogljični odtis. Pa ekologi, torej Društvo ekologov nas je pa naučilo, da če ne meriš, ne moreš spremeniti. Tako da zato se nam je zdelo to, da bi potem naredili neko to orodje, s katerim bi si lahko merili ogljični odtis, bilo zelo uporabno, ker bi nam potem to pokazalo, na katerih področjih nekaj naredi, da bomo ustvarjali manj odpadkov, da bomo bolj trajnostni. Tako, imava še nekaj minut, tako da se bova posvetili še temu delu. Pravzaprav, kaj vi sami opažate v vseh teh letih delovanja MKC Maribor, kaj ste vi zraven? Se interesi mladih spreminjajo, ostajajo, se razvijajo, so podobni, kot so bili recimo pred 13-20 leti, ali je to nenehna sprememba, tako kot se spreminjajo generacije? Ja, torej, jaz sem na MKC-ju bila prostovoljka, tako da sem bila programska sodelavka, tako da se mi zdi, da opažam neke te spremembe. Prej sem že omenila, da zagotovo imajo mladi manj prostega časa, kar se nam zdi škoda, ker se nam zdi, da tudi prosti čas, kjer ti je preprosto dolg čas, da je potreben. Ne? Da tudi prosti čas ne bi biti popolnoma strukturiran. Tako da mi v kulturnem inkubatorju poskušamo imeti tudi samo druženja, kjer se od mladih ne pričakuje ničesar. Torej, pridi, bodi tam, druži se, če si bo želel igrati, ne vem, družabne igre, iti na računalnik, komod, ne pričakujemo pa tega od tebe. Če pa gledam, naprimer, v zadnjem času, katere aktivnosti so zelo obiskane za strani mladih, pa mene kar prijetno preseneti, da aktivnosti z področja ustvarjanja, torej barvanje teglov, ustvarjanje z glino, kvačkanje, to so aktivnosti, ki interes je tak, da imamo čakalno listo dostikrat. Torej, tu gre za aktivnosti, kjer ljudje niso na nobenih elektronskih napravah, morajo nekaj narediti z rokami in morajo biti tudi kar pozorni, ko to delajo. In se nam zdi to super. Točno to je super. Pa pravijo, da so mladi samo za računalnikom, pa ekrani. Naša izkušnja ni taka. Tako. Koliko se jih pravzaprav povprečno zdaj vključuje? Težko je reči, ker gre ali koncert, ali prireditev, ali delavnica, pa vendar narašča, ali stagnira, ostaja? Jaz bi rekla, da je zelo različno od aktivnosti. Torej, mi imamo prostovoljce, ki se odločijo, da so z nami čez celo leto. Če primerjam to z preteklimi leti, je teh prostovoljcev zagotovo manj, kot jih je bilo včasih. Mladi se danes odločajo, če jih neka stvar nagovori, da so prostovoljci na tisti aktivnosti, potem pa mogoče spet pol leta niso. Potem pa jih mogoče spet nekaj nagovori in mogoče spet pridajo.
Predvsej odvisno je tudi od ostalih stvari, ki jih imajo in obveznosti. Seveda, Ja. seveda. Se nam pa zdi super, no, da imamo za mlade možnost, torej, da so lahko samo obiskovalci dogodkov. Torej, če te pokliče nek koncert, ne vem, stand-up komedija, karkoli organiziramo, razstava, pridi, poglej. Imamo torej možnost, da če jih neka stvar nagovori, da so prostovoljci. V zadnjem času pa, kot sem pa povedala, pa krepimo torej to, da če imaš neko željo, idejo, jo povej, bomo našli način, da bomo skupaj realizirali, ne? Torej, ali z neko mentorsko podporo, infrastrukturo, pa tudi z financami. Ne? Torej, da mladim nudimo vse te 3 opcije, se mi zdi, da na njih gledamo zelo celostno. No? Dajva samo še povedati, mogoče to, kam se lahko mladi obrnejo. Imate spletno stran, imate telefonsko številko, imate mail, imate prostore. Seveda imamo prostore in imamo družabna omrežja, torej največ na MKC, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku. Tako da pa moje, če obstaja željan interes, se nas najde. Ja. In se jih poišče. In se pride. Ali se pa kar tako pride, se ni treba najaviti. Seveda. Torej, prej smo imeli delavnice, na delavnicah predvsem zaradi materijala, ki je povezan, ponavadi zbiramo prijave. Tudi v to smo šli malo z strahom, ker vemo, da če se moraš nekam prijaviti, da mogoče pa ne narediš tega koraka. Ampak imamo tudi dobre izkušnje. Tako da, če gre za neke delavnice, ki se povezane z materialom, se zbiramo prijave, drugače pa na vse ostale dogodke pa samo pridite. Takole, Marja, meni se zdi, da lahko potem na enem pogovoru rečem, da vsaj v kulturi lahko rečemo, na mladih svet stoji. Seveda, absolutno. Samo dajmo jih poslušati. Tako. In da seveda jih aktivno, da so vključeni, da ne samo gledajo in opazujejo. Da. Tako sem rekla, dajmo jih vključiti, torej dajmo jih vprašati, dajmo ne sklepati, kaj si mladi želijo, katerih dogodkov, katerih aktivnosti, na katerih lokacijah, ampak dajmo jih vprašati, poslušati. In tudi, če se nam zdi še toliko nenavadno, dajmo jim samo podporo, spodbudo, da to potem realizirajo. Tako, najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Marsikaj sem izvedela še sama, čeprav sem mogoče že res ven iz te generacije, ampak mlada še vedno po srcu, recimo obe dve. In naj mladi torej pridajo, naj soustvarjajo prostor, čas, aktivnosti. Res je. Dragi gledalci in spoštovane gledalke, vam pa do naslednje oddaje Kulturni izziv. Nasvidenje.